Golob nima samo nahrbtnika, da ima kontejner. Dodamo še eno prikolico škode, ki jo je naredil za to državo. Kar pomeni, da on niti nima sramu kazati, kako na vseh frontah, na politični in na zasebni, vodi sveto vojno proti neodvisnim institucijam. To je Tedenski safari, podcast, ki ga spremljajo levi in desni. Pa mirni in besni, levi in gazele. Politično se spet dviguje temperatura od nove nezaupnice vladi, ki je ni niti potrdilo, niti ovrglo 46 poslancev, pa do novih strank, od nas pa se je ta teden poslovil tudi papež Frančišek. Pestro je spet v Bosni, pa v Ljubljani na Gregorčičevi in na Rjavčevi, pa tudi v Želodcih in Črevesju več kot 500 gostov lokalov okoli Maxi Marketa. Ja, vse to v današnjem tedenskem safariju, ampak začnemo pa pravzaprav tam, kjer smo prejšnji teden končali, bi lahko rekla. Ne? Ja, na eni strani pri Golobovi korupcijski aferi Subotič in na drugi strani pri nekih popotresnih sunkih zadeve Trenta oziroma oprostilne sodbe, ampak najprej k škandalu, v katerega se je zapletel predsednik vlade. Ja, lahko bi rekla, da ga je najbolj slikovito povzel kar vodja opozicije Janez Janša ta teden. Se je jasno, da je to v nasprotju z tem, kar piše v zakonu o integriteti, čeprav je možno gospodu Golobu in tej vladi očitati še tisočkrat hujše zadeve. Včeraj sem srečal enega človeka, ki je rekel, mislim, ponovil dobesedno, čeprav gre za grde besede, rekel je, tip je zjeval celo državo, zdaj bo po odletu zaradi tega dopusta. Meni, bom rekel, nivo ubeseditve, pa čeprav gre za citat, sicer ni čisto blizu, ne? Bom rekel tako, če te ulica moti, ko komentira tebe, ko govori o tebi, potem bi bilo dosledno in lepo, da te to moti, tudi ko govori o tvojih tekmecih, ampak vseeno, bom pa rekel, da je pa teza oziroma sama misel vsebinsko točna. Zakaj? Prebral sem pri kolegu Tilnu Majnardiju, mislim, da je Portal Plus, da Golob nima samo nahrbtnika, da ima kontejner. In kaj točno se skriva vse v tem kontejnerju? Od nakazil novinarki, ki je potem postala političarka iz GEN-I še pred zadnjimi volitvami, potem na primer ukradena identiteta v Romuniji, nič ne vemo, kaj je bilo s tem, ne? Potem poslovanje zasebnega Golobovega podjetja Star Solar z državnim Borzenom, kjer je vmes Golobova vlada kadrovala kot skupščina, potem nezakonite poteze s kadrovanjem v policiji, govorimo o šefu policije, in proti temu se strinjam, da je v bistvu letovanje pri nekom, komurkoli že v Karigadorju, v bistvu bizarno majhen prekršek. Je pa tudi res, da zgodovina uči, da velike ribe praviloma padejo na precej majhnih bananinih olupkih, naprimer Al Capone, ob vseh mafijskih likvidacijah, ob vsem, kar bi mu lahko očitali, je padel na najbolj dolgočasni stvari in to so davčne utaje, naprimer. Ne? Ja, oziroma, če se vrneva po času, nam nekoliko bližje in tudi geografsko, Emilija Stojmenova Duh, ki je imela na grbi tako afero 13.000 računalnikov, kot razne sporne razpise, mislim, da je šlo še za neke zgodbe z nekimi projekti o odvračanju nasilja na spletu in tako dalje, je na koncu odletela zaradi povsem banalne afere Lučke. In če smo že pri Emiliji Stojmenovi Duh, ravno te dni je zakrožila sveža informacija, da se ji obeta vrnitev na velika vrata, torej ne bo šla več kot za profesorco, kot je obljubila ob odstopu, ampak naj bi se ji odpiralo mesto na vrhu Agencije za znanstveno-raziskovalno dejavnost ARIS. Kaj ne rečem, Peter, kot se za negativno selekcijo v slovenski politiki v bistvu spodobi, če ti spodleti na poslih ranga 5 do 7 milijonov evrov, dobiš potem čez agencijo, ki ima tam 350 milijonov evrov budžeta. Jaz se samo sprašujem, potem, ko bo Emiliji spodletelo, še tam čaka kot premijejka ali kaj podobnega, ali pa finančna ministrica. Bo spet vzniknila Dominika Švarc-Pipan. Ja, glede Goloba se strinjam, jaz bi dodal še morda na tisti prvi del izjave, kjer se Janša referiral na to, kaj je Golob naredil z državo, bova o tem valjarju še nekoliko kasneje, ampak res brutalno kadrovanje, reforme, ki naredijo običajno več škode kot koristi,
Pa ki primejo tam enkrat sredi naslednjega mandata, ne? Ali še kasneje. In udarijo po žepih, ne, novi davki in tako dalje. Ne. Vse to je nek ta kontejner, še, ki, če osebnemu kontejnerju, ne, Goloba, ki si ga že prej omenil, dodamo še eno prikolico škode, ki jo je naredil za to državo, ampak ne, v Odmevih ta teden ne, se pa Golob vehementno brani. Ne, zdaj, ključno vprašanje, ki mislim, da zanima KPK v tej zadevi Subotić, je tisto, ali je torej Golob kot dolgoletni prijatelj, tako vsaj pravi, da ga pozna že 10 let, ne, res glasoval o svojem prijatelju tudi kadrovsko na sejah vlade in glede tega se je v Odmevih Golob, po mojem, kar dodatno zapletel, pa poglejva tole. Gospoda Subotića poznam več kot 10 let. Zbližala sva se pred volitvami, ko je postal član stranke Svoboda. Kot član stranke je bil imenovan septembra 22 v svet zavoda bolnice Celje. To je 9 mesecev pred tistim vikendom, 2 vikenda sem bil pri njemu, ne na dopustu, 2 vikenda, pred vikendom, 9 mesecev prej je bil imenovan v svet bolnice Celje. Oktobra je Ministrstvo za zdravje pripravilo nov pravilnik, kako se bodo imenovali člani svetov. Na podlagi tega pravilnika je decembra 2022 izpeljalo javni razpis. Vse v skladu s priporočili KPK. V skladu s tem pravilnikom je v celoti vse predlagateljstvo na ministrstvu. Urad za kakovost in investicije v zdravstvu izpelje razpis. Med tistimi, ki izpolnjujejo pogoje, izbere kandidate, da jih minister jih da na vlado. Tudi glasuje se ne poimensko, sploh se o tem vlada samo potrjuje predloge ministrstva. Zato sem v nekaterih primerih, in ne vem točno v katerih, ker je šlo za 5 ali 6 sklepov, v nekaterih primerih sem bil odsoten, v nekaterih primerih je glasovanje potekalo skupinsko. Vse te materijale generalni sekretariat zdaj zbira, ker je KPK že zaprosil za posredovanje in jih bo tudi posredoval KPK-ju. Obstaja po mojem več razlogov, zakaj Robertu Golobu ne moremo verjeti ob teh pojasnilih. Najprej čisto na tole, kar smo slišali. Selektivna izguba spomina. Ne vem točno, pri katerem sklepu sem bil prisoten, pa nisem bil. Ne? Pa enkrat smo poimensko, pa smo drugič o imenih v paketu in tako naprej. To je ena stvar. Ne? Potem obstaja tudi izjava, mislim, da se jo boš spomnil, ko nek novinar vpraša bivšega zdravstvenega ministra Loredana Bešiča, a ste izbirali člane svetov sami, pa reče ne, to je na predlog vlade. To je direktno v nasprotju s tem, kar zdaj govori premier. Zdaj pa pazi, ne? Retorično pravi, prvo imenovanje v celjski svet bolnice je bilo ok, ker to je 9 mesecev pred Karigadorjem, drugo je pa tudi ok, ker je vmes v celoti kadrovanje prevzelo zdravstveno ministrstvo. Ampak potem, če pristanemo na to dikcijo, potem tudi ni afere Spirit, ker tudi tam je strankarskim kolegom Hana in Frangeža vsaj uradno na papirju delil denar nekdo drug, ne njegovi strankarski prijatelji. Ne. To je ena stvar. Zdaj, zakaj pa po mojem nasplošno ne moremo verjeti tega Robertu Golobu, pa je, da zdaj govori, kako je slepo sledil predlogu nekega urada za kakovost v zdravstvu, ki je potem tehnično to poslalo ministrstvo vladi, ker se to ne pokriva z ničemer z njegovim odnosom do neodvisnih institucij v tej državi. Ko državni svet, na primer, vlaga veto na škodljive zakone njegove vlade, enkrat še ni zamudil priložnosti, da ne bi govoril žaljivo o državnem svetu kot o podaljšku nekih mračnjaških lobijev in tako naprej. Drugič, policija. Ne? Že Bobnar in Lindav sta izpričala, kako je znotraj policije in kakšni so pritiski, ko poteze preiskovalcev ne sledijo idejam predsednika vlade. Tretja stvar, Računsko sodišče. Poseg v financiranje tega organa, potem ko mu v zadevi Litijska laptopi niso odgovarjali. Agencija za energijo, ko se je zapletla situacija z omrežninami. Javni poziv k odstopu, čeprav gre za, tako kot pri uradu za kakovost v zdravstvu, neodvisno institucijo. In potem še ne, KPK, postopek je farsa, ki ga vodijo proti meni, ne? In še druga stvar, ki prav tako kaže odnos do KPK-ja, mogoče manj v ospredju te dni, GEN-I zaradi napak pri Erarju toži za 40 000 evrov protikorupcijsko komisijo. Zakaj to sploh omenjam? Zaradi tega, ker je javna skrivnost, da Robert Golob poleg tega, da opravlja funkcijo predsednika vlade, še vedno sprejema prav vse odločitve, tudi v GEN-I-ju,
neformalno, kar pomeni, da on niti nima sramu kazati, kako na vseh frontah, na politični in na zasebni, vodi sveto vojno proti neodvisnim institucijam in temu človeku naj pa zdaj, ko gre pa za urad, za kakovost v zdravstvu, verjamemo, da takrat pa neodvisnost velja kot zlato pravilo. Ne? Če bi to razvil naprej, se mi zdi, da morda, če bi šlo za kakšno drugo imenovanje, ali pa za kakšne druge svete, kjer morda nima takšnega zanimanja ali pa interesov, bi morda še rekli, verjamem, da se čist z vsakim svetnikom, ki ga vlada kamorkoli imenuje, premier res ne ukvarja, ampak a bi res verjeli, da človek, s katerim, kot pravi sam, se poznata že 10 let, sta se zbližala pred volitvami in pri katerem redno večkrat dopustuje, da pa res se ne bi pozanimal oziroma da ne bi vedel sploh, da je bil imenovan v te svete oziroma da pri tem ne bi imel nič. To je, mislim, to lahko potem sam še svizec zavije čokolado in se podamo na severni pol iskat Dedka Mraza. In če še eno stvar izpostavim, v tej sveti vojni, kar mi je zelo padlo v oči v tem istem intervjuju, ko je novinarki TV Slovenija, torej depolitiziranje neodvisnih institucij, izrekel, mandata nisem dobil zato, da bi se mediji ukvarjali s tem, kje sem bil na vikendu. Skratka, Robert Golob si predstavlja svoje premierstvo dejansko kot sončni kralj, ker je pač zmagal na volitvah, se torej mediji nimamo po njegovem mnenju pravico ukvarjati s tem, kaj počne, pa če tudi bi bilo to lahko potencialno sporno in v konfliktu interesov in tako dalje, kar lahko povabimo na prejšnjo epizodo, da se ljudje pogledajo vse detajle, ker ne bomo še enkrat obnavljali. In tukaj bi samo še na eno novo dejstvo v zadnjih dneh opozoril v zvezi s to zadevo Subotič. Gospod Subotič je v enem od pogovorov z mediji izrekel tudi to, da se njegovo podjetje Štore Stil, katerega solastnik je, poteguje tudi za posle v tej novi shemi slovenske obrambne industrije, kjer pa bo imel odločilno besedo operativec Svobode in operativec Roberta Goloba, Damir Črnčec preko Slovenskega državnega holdinga. Ampak spet, spal pri prijatelju, koristi nima nihče. In medijev naj to ne zanima. Tako, absolutno pa naj to ne zanima medijev. Pa se vendar lahko ukvarjajo z vodjo opozicije, ki je bil, torej, kot rečeno, prejšnji teden praktično med snemanjem Safarija oproščen oziroma razglašen za... v prvih dneh po oprostilni sodbi je nekako poslal v medije svojega odvetnika, Francija Matoza, potem je ta teden tudi sam stopil pred nekaj kamer in poglejmo en del nastopa na 24 ur zvečer. Gospod Slak, če bi vi 15 let hodili na sodišče, na zaslišanje, na obravnave, če bi vas v marici pripeljali z enega zapora, kjer ste bili zaradi neke druge krivične sodbe, na Ljubljansko sodišče 4 dni pred volitvami, kot so mene leta 2014, zato da mi vročijo sklep o sodni preiskavi, pa bi potem ta saga trajala še naslednjih 12 let. Kljub temu, da bi jo lahko sodišče zaustavilo takrat, ko je bila dana zahteva za sodno preiskavo, takrat, ko je bila vložena obtožnica, morali bi jo preizkusiti, pa nič od tega niso storili. A bi po teh 15 letih preganjanja trpljenja rekli, da je to sodstvo, ki deluje. Razumete? Lažje iti za leto ali pa za 2 leti v zapor, kot 15 let prestaja to, kar se je dogajalo v tem procesu. Če bi sodstvo delovalo, ne bilo niti sodne preiskave, niti ne bi bilo potrjene obtožnice. Ja, zdaj tukaj je treba priznati Janši eno stvar, in sicer res upravičeno smo gledali te, bom rekel, scene iz Celja, ko smo praktično sekundo pred tem, ko je Janša povedal, da je oproščen, lahko poslušali krike o krivosodju, kar je izpadlo potem nekoliko groteskno, mislim, da bi SDS lahko tukaj nekoliko umirila. Je pa res treba priznati, da s pravosodjem v Sloveniji imamo hude težave in da 15 let in več trajajoči postopki so tako za posameznike, ki so v njih udeleženi, kot tudi za recimo druge, ki so s tem povezani, zelo uničujoči, zelo obremenjujoči. Ravno v teh dneh sem celo slišal, da imajo podjetniki večji v Sloveniji, že se soočajo s težavami, ko recimo delajo kakšne večje posle, da jih pravzaprav njihovi partnerji iz tujine pri večjih investicijah že sprašujejo, čakajte malo, niti niso največji problem več davki, očitno, ampak se sprašujejo, pod kakšnim sodnim varstvom sploh bodo recimo tej morebitne milijonske in večje investicije, ki bi jih recimo kakšna podjetja investirala v Slovenijo. Tukaj to pravosodje je v Sloveniji v bistvu večji
problem, kot si predstavljamo, ne gre zgolj za posameznike, ki se jim recimo uničujejo desetletja življenj, in posledično se na ta način tudi vpliva, kot rečeno, na volilne izide in tako dalje. Tudi gospodarstvo ima v Sloveniji s tem težave in še marsikdo. Tako da je ta kritika, mislim, da kar precej na mesto. Jaz se absolutno strinjam v delu, sploh ko gre za javno odmevne primere, da mora biti sojenje prvič hitro iz dveh strani, zaradi zadoščenja javnosti in zaradi o katerem govoriš, da se nekoga dolgoletno ne ovira pri njegovem delu in prepričljivo, sploh ko gre za znane javne osebnosti, za nosilce nekih javnih pooblastil, morajo biti bodisi oprostilne sodbe ali pa pač te obsodilne zelo prepričljive in vodotesne. To je eno. Zdaj, malo bolj bi me prepričal in osvojil Janez Janša glede hitrosti samega postopka, če bi tudi z zagovornikom Matozom ves čas delovala v tej smeri. Bom pošten in bo rekel, da zagotovo večina tega 12-letnega mrcvarjenja ni na njunih plečih, pa vendarle sta prestavljala lokacijo tega sojenja, sta izpodbijala določene dokaze, sta potem osporavala tudi sestavo senata in tako naprej, kar je seveda zadevo dodatno zavleklo ob že teh problemih slovenskega pravosodja, ki jih naštevaš. Sicer pa bom rekel nekaj na ta nastop, ki ga seveda celega ne moreva pokazati. Videli smo po tej oprostilni sodbi nekoliko drugačnega Janeza Janšo, rekel bi, da z manj odvečnega sarkazma, pikrosti, zajedljivosti, ki dostikrat spremljajo njegova javna izvajanja in morda tudi kot posledica tega bremena, ki mu je v bistvu pretekli konec tedna padlo po tem dolgoletnem sojenju. Bom pa rekel spet tudi to, da smo takšne metamorfoze Janeza Janše v predvolilnih letih praviloma že kdaj tudi videli, pa je potem prišlo kmalu do regresije. Nekateri, ki ga dobro in dolgo poznajo, pravijo, da v nekakšnem konsistentnem nizu ne zdrži več kot en mesec takšne mirne in sproščene poze, bomo videli tokrat, do tistega finiša volilne kampanje, pa je vendarle zdi se še kar precej daleč. Ja, upal bi si reči, da se kaže, da vendarle vsaj začasno je ta oprostilna sodba tudi nekoliko razelektrila, vsaj v tem kontekstu, ta del slovenske politike, ne bom rekel, da celotno, ampak vsaj ta del. Tudi volilnega telesa. In je to v tem kontekstu morda celo dobro, čeprav morda ni ravno voda na mlin bližajočemu se referendumu, kjer pravzaprav potrebuje opozicija, lahko rečemo temu, motivirane volivce, namreč treba je zbrati kvorum, če želijo uspeti. Okrog 340 tisoč, je pa zanimivo, medtem ko je samo dogajanje v Celju, pa tudi ta nekoliko bolj spravljiva, mirna Janševa retorika, deluje na nek način demobilizacijsko, pa potem na drugi strani, naprimer, ena Urška Klakočar Zupančič spet poskrbi za ta sentiment polarizacije v državi. Imela je ob robu interpelacije, druge interpelacije proti vladi v tem mandatu zelo buran, melodramatičen, pa ne vem kakšen še bi lahko rekel, verjetno bi iskal te izraze nastop. Predlagam, da si gledalci sami ustvarijo mnenje. Poglejva. Laž in manipulacija. In to iz tiste strani, kjer je laž in manipulacija pravzaprav neki svetega skoraj. Bom povedala samo en primer. Zdaj sedi gospod tukaj z nami, saj ne sedi velikokrat, ampak trenutno je prvak opozicije v dvorani. Jaz se spomnim, ko je kričal pred sodiščem: krivosodje, mafija, mafija. In kdo ga je oprostil? Mafija. Mafija ga je oprostila. Ne moreš verjeti. Dragi upokojenci, vi ste taka volilna baza. In ravno zato se za vas tako krčevito borijo. Pa ne gre jim sploh ne za vaše pokojnine, gre jim samo za vaš glas. Kdo je za to odgovoren, oziroma kdo ima največje zasluge za to, da ste vi danes tukaj in govorite slovensko in lahko izražate svojo nacionalno identiteto? Ja, veste, v 16. stoletju je živel en gospod, ime mu je bilo Primož Trubar. Preganjan je bil, zato ker je bil protestant. Malo kasneje je bil gospod Prešeren, Bog ve, kako je umrl. Potem so bili Kete, Murn, Cankar, vsi zaničevani v času svojega življenja. Kje so umrli nekateri od njih? V cukrarni, zasmehovani, osamljeni. In to so ljudje, ne vi, gospod Janša, to so ljudje,
ki so zaslužni za to, da smo mi danes Slovenci in govorimo slovensko. Mislim, sej Peter, a to je zabavno? Je, definitivno. Večino tega časa se človek smeji, ne? Je pa po drugi strani tudi nevredno funkcije, po mojem prepričanju. Zdi se mi, da ne glede na to, da je slovenska politična razprava že 30 let zelo ideološko obremenjena, se mi zdi, da smo imeli prav vsakič nekako vsaj predsednika parlamenta, ki se je vsaj na tistem minimalnem nivoju zavedal te neke svoje mediacijske vloge prvega med enakimi, ki vsaj aktivno ni netil nekih sporov v dvorani. Tule je praksa drugačna. Taki nastopi dobesedno netijo ta sentiment krega, prepira, polarizacije v dvorani Državnega zbora in rekel bi, ne, toliko bi še šel korak naprej, da ima vsaj v tem melodramatičnem delu o zapuščenih in osamljenih umetnikih ta nastop tudi neke elemente, ki bi morda zanimali predstavnike določenih humanističnih strok, se bom tako izrazil. Ne? Ja, ali instituciji, kjer vlada kadruje svoje kolege v svete, ne? Če bi šli še korak dlje. Ampak zdaj, če se navežem na ta nastop, ne, najprej, ja, seveda, Primož Trubar je močno soodgovoren, ne, tako kot tudi Anton Martin Slomšek in Rudolf Meister in konec koncev tudi ključni osamosvojitelji, ne, kajti brez osamosvojitve vprašanje, če bi Urška Klakočar Zupančič sploh imela možnost sedeti v parlamentu, pa tudi kje drugje, kjer bi sedela, če bi lahko govorila slovensko ali bi govorila recimo srbsko ali kaj podobnega. No, se to se kdaj v prihodnosti lahko še zgodi, ne? Ja, konec koncev nismo tako daleč, ne, kamor peljejo to državo, ne, ampak tako da to omalovaževanje osamosvojitve, ne, ki je z levega pola redno opažamo, ne, je tukaj rahlo boleče, ne, se pa sprašujem, ne, če ni gospa Klakočar Zupančič, ne, morda zgrešila kakšnega poklica, ne, in bi morda si celo kar je bila tudi... Ja, enega je sigurno zgrešila in to je njen sodniški, ne, no, kam ni prišla prav deleč. Ampak ne, hočem reči, da kar je tema, ne, pravzaprav celotnega tedna bila po svoje in interpelacije in referenduma, ne, ki se nam bliža, torej pokojnine oziroma tako imenovane tudi umetniške pokojnine, ne, morda bi morala kakšne performanse izvajati, pa bi dobila morda kakšno Prešernovo nagrado. Tak nastop je morda le bolj zanimiv kot dojenje psa, konec konca. Za enkratni dosežek 10,000 evrov pa dodatek potem k pokojnini. Ne, v tem kontekstu je dokazala, ne, da nekaj te talenta za dramo ima. Ne, če se vrneva nazaj, sam še na en element bi glede te seje interpelacije omenil. Preden se je Urška Klakočar Zupančič usedla v poslansko klop in nam postregla s tem izjemnim izvajanjem, je seveda tudi nekaj ur vodila to sejo, ne, kot jo vedno, in tam je ena zanimiva podrobnost predvajanja videomateriala. Namreč opozicija, SDS, ne, je svojo predstavitev, utemeljitev te interpelacije proti vladi začela z nizanjem domnevno lažnih izjav Roberta Goloba za javne medije, Pop TV, RTV in tako naprej, in so bili zelo histerično prekinjeni. Ne. To se zdaj ponavlja že večkrat, opazil sem, da vedno z istim argumentom. Predsednica Državnega zbora reče, da te prakse še niso imeli in da se bojo o tem pogovorili. Ampak že jaz sem to preko spremljanja tretjega kanala Slovenija 3, ne, parlamentarnega dela opazil, da je to zdaj že 15krat rekla. Se bomo o teh videoklipih še pogovorili, na koncu pa to vedno zelo histerično prepove in prekine. Sprašujem se, zakaj, imam pa seveda tudi odgovor. Ne. Zaradi tega, ker dejansko na nekih izjavah, ki jih potem javnost vidi strnjeno, razpade ta usporedna PR realnost, o kateri velikokrat govoriva, in to ponavljanje, kako zgodovinski in odlični so, ne, potem se tega ustrašijo že ob prvi video izjavi. Ja, če ste tako prepričani, da počnete nekaj zgodovinskega, vas verjetno 30-sekundna izjava ne bo ogrozila. Ne? Ja, pa ne 30-sekundna, ne, ampak v tem kontekstu je očitno strah pred, oziroma potreba po izvajanju cenzure, ne, izjemno močna. Namreč Robert Golob itak funkcionira tako, da ves čas trosi neke izjave, kakršne pač v danem trenutku ocenjuje, da so primerne ali pa oportune v tistem trenutku za pač publiko, ki jo ta trenutek nagovarja. Nekaj takega. Ne, in če bi potem nekdo zelo jasno opozoril, da gre tukaj za očitne laži, ne, pač ta sistem propade. Ne. Zdaj, celotna interpelacija, ki jo je SDS vložila in je potekala ta teden, ne, je lahko bi rekli tudi neke vrste politični dogodek tedna. Ne, pa uvod v referendumsko kampanjo. In uvod v referendumsko kampanjo, ne, je potekala kot odgovor na
dejanske laži, ne, ki so jih predstavniki koalicije z Robertom Golobom na čelu, ne, izrekali tako v etre televiziji, kot tudi večkrat javno v parlamentu. Potem, ko ga je s temi spornimi trditvami soočila tudi, to bomo kasneje še videli, ne, Manica Janežič-Ambrožič v intervjuju za Odmeve, je bil potem čist histeričen. Ne. Če že ni uspelo v dvorani, je potem pa zvečer na Odmevih. Ne. Ja, ne, mislim, zdaj problem je, ker tukaj pa dejansko imamo, pač jaz razumem, da se morda nekomu zazdi, pač, da slabo pogleda, pa vidi, ok, so se znižali odmerni odstotki, ne pa pozabi, da so se druge stvari dvignile in da je bil začel, ampak potem, ko je bilo jasno izrečeno, da pač to ne drži, ne, so oni ustrajali pri tem in še zdaj ponavljajo, češ kako je Janez Janša znižal pokojnine ljudem, ne, leta 2012. To je zato, Peter, ker Robert Golob ni dobil pred 3 leti mandata, da bi se za karkoli opravičil Janezu Janši. Ne? Ja, tako, ne, oziroma celo ima težave, bom rekel, z mediji kot takimi, ne, ki nam ga je pa pač na te stvari pokazal, opozarjajo. nam je pa zelo jasno Robert Golob razkril, kako bo šla vlada in vladna koalicija, pa največja stranka v to kampanjo glede izrednih pokojnin za zaslužne umetnike. Predlagam, da pogledava to njegovo izjavo, pa potem rečemo še kakšno vsebinsko. Ta referendum je krivičen, je škodljiv in je sovražen do posameznikov. Ta referendum se dotika zakona, po katerem bi največ 4 posamezniki, 4 na leto, ne več, 4 na leto, prišli do tako imenovanih izrednih pokojnin za izredne dosežke. Pravi, 4 zaslužni, a mi dovolite, 4 zaslužni umetniki z imenom in priimkom bi lahko prišli do izrednih pokojnin. Če dobi za življenjsko delo, dobi 30 000 evrov, za tak enkraten dosežek je nagrada 10 000 evrov, ampak potem bo dobil še 1500 do 2000 evrov dodatka k pokojnini vsak mesec. To je v 20 ali pa 30 letih 500 000 evrov. To je polovica Nobelove nagrade, ne? Za eno sliko, pa tudi če je bila ta v redu. Po drugi strani imate pa na 10 000 ljudi, ki delajo v slovenski kulturi volontersko celo življenje, vodijo pevske zbore, glasbene šole, držijo, rekel, tisto nacionalno identiteto v smislu tega, kolikor je gradi kultura, po konci pa seveda ne bodo nikoli dobili nič, ne. Poglej, tukaj imamo zelo jasno že nakazano v tednih pred volilno nedeljo oziroma referendumsko nedeljo, kako bosta potekali obe kampanji, se pravi vladna oziroma Svobodina in SDS-ova. Golob je rekel še celo pred poslanci, to moramo zdaj ponavljati, to je bilo kar navodilo, ne? Se pravi 4 na leto, 60 000 evrov letno, ne? Proti 6,5 milijonom že samo za sklic tega referenduma, ki ga želi SDS. In to je smer, ki jo bo peljala Svoboda, ne? Medtem ko je v bistvu izziv za SDS in za celotno opozicijo, ali jim bo uspelo tako zgoščeno ubesediti, kot je v bistvu uspelo Janši pri Slaku, ne? Gre v bistvu za 20 do 30 let pokojninske dobe, ki jo nek povprečen upokojenec uživa, oziroma za 500 000, kot je slikovito rekel Janša, pol Nobelove nagrade, ne? Na podlago 30 000 evrov za Prešernovo nagrado za življenjsko delo oziroma 10 000 evrov za enkratni izjemni dosežek. To pa potem ni več malo denarja in mislim, da se bo med tema dvema naracijama kresal končni rezultat. Ja, pri čemer je zelo jasno, da Golob tukaj se spet več kot očitno zlaže, ne. On govori o številki 4, ne, 4 na leto. 4 so ti Prešernovi nagrajenci, najvišje nagrajeni, ne. Pri čemer ta zakon tega ne dodeljuje zgolj Prešernovim nagrajencem, je tam še cela... Ja, zdaj širi v bistvu nabor. Cela skupina še drugih nagrad, ki se pač v določenih kombinacijah lahko tukaj poklopijo. Tako da ne gre za 4 ne, na leto, skoraj zagotovo, ne znam sicer, nimam točnih informacij koliko, ampak zagotovo več kot 4 na leto bodo ti novi, ne, tako da tukaj so ti zneski bistveno višji, ne, tukaj, ne, to se zdi, kot da bodo 4 upokojenci na leto prejemali te pokojnine. Več kot 4 se bodo vsako leto dodali skupini upokojencev, ki bodo te pokojnine dobili, če še nekaj dodam. Ne? In sicer zelo jasno, ko smo prej poslušali Urško Klakočar Zupančič, ne, o Primožu Trubarju, o preganjanih Cankarju, Prešernu in tako naprej. Ne? Slovensko kulturo skozi zgodovino
so gradili kulturniki, ki so to počeli iz neke narodne zavesti, iz nekega veselja do kulture in to mnogi Slovenci, kot je Janša prej lepo povedal, ne, počnejo še danes. Ne, in mnogi kulturniki, ne, v narekovajih, pa so tisti, ki pravzaprav od te kulture zelo dobro živijo, se pa bojim, da marsikdo od njih bolj malo prispeva k tej narodni kulturi. Ne. Zdaj tej skupini teh 4+, ne, oziroma 4-krat toliko, ne, je recimo dodana pač umetnica, vrhunska umetnica, Prešernova nagrajenka, ne, ki je zaslovela, ne, z performansom, kjer je zrezala grb ven iz slovenske zastave in si jo ovila okoli nosečniškega trebuha. Ne? Zdaj, mislim, res bi rad slišal, ne, kakšno utemeljitev, kako bo ta vrhunska umetnost tista, ki bo slovenski narod peljala v prihodnost in zagotavljala, da bomo tudi v prihodnjih letih še naprej govorili slovenski jezik, kot nas je Urška Klakočar Zupančič tako melodramatično, ne, opomnila v enem od prejšnjih posnetkov, ne, ki so jih pogledala. Ketejem, Trubarjem in podobno. V tem ne. kontekstu jaz nimam želje, da umetniki umirajo v cukrarni, ne, in se mi zdi čisto prav, da se jih sploh kot mehen narod, ne, kot smo Slovenci, ne, da pač tudi umetnost do neke mere podpiramo. Ne. Ampak kako zelo spolitizirana je ta zadeva postala v zadnjem času, ne, še posebej ob dejstvu, ne, da je pravzaprav za predsednico Prešernovega sklada direktno politično nastavljena kandidatka Levice, ne, iz enih izmed prejšnjih volitev in tako dalje. Ne, je pa tukaj bistveno več kot umetnost, ne, oziroma tukaj ne govorimo o umetnosti, tukaj dejansko govorimo o peščici neke kvazi elite, ne, ki si bo omastila pač prste tudi s temi bogatimi penzijami, medtem ko za pevske zbore in dramske skupine in tako dalje, ki dejansko ohranjajo slovensko kulturo po Sloveniji, po zamejstvu in po izseljenstvu, ne, seveda pač teh Prešernovih nagrad seveda ni. Ne. Se vsebinsko definitivno strinjam. Mislim, da je tudi kar nekaj teh mnenjskih voditeljev v zadnjem tednu se izreklo v bistvu proti temu širjenju upravičencev za izredne pokojnine. Slišal sem nekdanjega finančnega ministra Janeza Šuštaršiča, ki govori, da naj ostanejo glavno merilo pokojnin pač predvsem vplačani prispevki. Mislim, da se je stranka Fokus Marka Lotriča tudi oglasila proti, je tudi eden od organizatorjev te kampanje. Bi pa rekel tako, še vedno, to veš, da že nekaj tednov govorim, imam pomisleke glede kvoruma, se pravi 340 000 volivcev. To je tenek let za SDS, vendarle, ko si prej govoril o številkah 4 na leto, ne, bolj korektno je, da rečeva, da ta hip uživa te privilegije okoli 100 ljudi v državi. Ja, mislim, da jih je skoraj 200, ampak... Morda 200, ampak z letnim stroškom nekje 1,5 milijona evrov in imam seveda dvom okrog tega, ali bo to aktiviralo vseh recimo 280 000 volivcev SDS-a iz zadnjih volitev, ali drugače 70% plus desne sredine, to je vprašanje. Je pa po drugi strani res, to pa bom dodal, če bi to uspelo, če bi ta referendum opoziciji uspel, je to izjemno hud poraz vlade. Po moji tezi tudi dovolj hud, da arhitekti v ozadju Levice izračunajo, da se splača iti na predčasne volitve in omejiti to škodo, ki bi nastala, če bi bile volitve kasneje. Pa dve praksi sporni od Goloba bi omenil tule, poziv k bojkotu, to je itak degradacija, nižanje nekih demokratičnih standardov in zelo podobno glede tele interpelacije, ki gledava fotografijo iz tega dogodka, ki jo je že v samem uvodu svojega nagovora označil za 14-urno mlatenje prazne slame, morda, ne, ampak je to povsem legitimno orodje opozicije, tako referendum kot interpelacija vlade. Ne. Legitimno orodje opozicije, ki je eno redkih, ki jih opozicija dejansko še ima, ne, v tem mandatu, ker so marsikatero od njih dejansko degradirali, ne, pri čemer je pogovor, ne, o delu vlade pač pomemben, ne, da lahko te stvari analiziramo in mislim, da je Janez Janša to lepo spomnil, ne, v tistem pogovoru na 24 ur zvečer, da je od teh 14 ur mlatenja prazne slame, več kot polovico, predvsem več kot polovico to prazno slamo mlatila vlada. Zdaj, če se vrnem nazaj na ta referendum in kvorum, ne, morda sama pokojnina kot taka oziroma neke te umetniške pokojnine za elito ne pomenijo
pomenijo tako veliko za povprečnega Slovenca, pa so vendarle Slovenci bolj kot na denarnice udarjeni na simbole. Ne? Torej, morda sam znesek ni tako pomemben, kot je simboličen, ne? Da pač gledamo potem ljudi, ne? Kot že omenjeni, ne? Ki bodo prejemali izrazito visoke pokojnine. Mislim, da je sicer da se bo s tem približali mislim, da je najvišja pokojnina v Sloveniji 4.000 evrov, ne, trenutno, in da se bodo s temi dodatki ti specifični umetniki zelo močno približali recimo ta najvišjim pokojninam. Ne. Hkrati pa je vlada, ne, je ta referendum, kot pravi Janša, tudi referendum proti vladi, ne, in vlada s tem valjarjem dobesedno stvari, ki jih izvaja, ne, od teptanja, bom rekel, nekih demokratičnih načel do vsega ostalega naprej, ne, je tista, ki pravzaprav so vse te stvari lahko tudi dodaten razlog, zakaj bi ljudje šli na referendum, ne, tudi če morda niso volivci SDS-a. Ne, mislim, da se tukaj bistveno preveč ocenjuje ta številka, 280,000 volivcev je na zadnjih volitvah volilo SDS, torej manjka še toliko in toliko do 350,000, kolikor velja kvorum. No, mislim, da na referendumu ni nujno stvar, da štejemo te volivce SDS-a. Drugi, potem je to, tako kot sem rekel, rdeča zastava za to vlado. Mislim, da je pol res blizu game over, celo predčasen, ki se mu sicer Golob tudi zaradi velikega ega maksimalno izmika, ampak prej sva rekla, ne, kako so v bistvu stavki na račun tega bližnjega referenduma določili smer obeh kampanj, je pa tudi izjemno jasno že določena smer kampanje Roberta Goloba in Gibanja Svobode v lovu po tem drugem mandatu, ki ga ves čas omenja. Midva ga poimenujeva ljubkovalno Golobov valjar, ne? V naslednjih sekundah bojo pa vsi videli, o čem govoriva. Ja. Spoštovani predsednik vlade, kako kaže reformnim ukrepom, ki ste jih ljudem obljubili ob nastopu vlade, sicer najmočnejšo koalicijsko večino v zgodovini države? Ta koalicija in ta vlada bo izpeljala v enem mandatu več reform kot vse ostale vlade v zadnjih 20 letih skupaj. Tako da hvala za vprašanje. Najprej ena velika zahvala in čestitke. Čestitke Državnemu zboru, da je danes prepričljivo večino, 50 proti 25, potrdil ključni zakon te vlade, ključni reformni zakon na področju zdravstva. S tem je naša prva prioriteta realizirana. Danes je parlament sprejel zgodovinski zakon. In jaz sem ponosen na vas in res si zaslužite, da ste tudi vi sami ponosni na to, kar vam je danes uspelo. Hvala. Kaj je torej Golobov valjar? To je ta mantra, ki se jo 100-krat tedensko ponovi o zgodovinskosti dela te vlade in tudi o svoji lastni zgodovinskosti predsednika vlade. In vse reforme, ki so bile sprejete, tudi če jim že strokovna javnost takoj drugi dan reče reformice, ne, so najboljše. Plačna je najboljša, pokojninska je najboljša, zdravstvena je najboljša, stanovanjska in vmes, ko sploh nismo gledali, ko smo malo pogledali stran, imamo zdaj še šolsko, ki je tudi na tem seznamu. Ja, to me skoraj spominja na nekoga čez lužo, ne, kjer vse je najboljše, največje, najmočnejše in tako dalje. Nekdo, s katerim se Robert Golob uradno sicer ne poistoveti preveč. Pa vmes še malo pove, da sta njegova Alenka Bratušek in Marjan Šarec totalno nesposobna. Ne? Ja. Ampak če bi šel na zgodovinskost, ne, v resnici mislim, da zdravstvena reforma oziroma zakon o zdravstvu, ki so ga sprejeli torej ta teden, ne, dokončno po vetu državnega sveta, ne, dejansko je zgodovinski. Ne. Mislim, da je to lahko zelo zgodovinski zakon, ne, ki bi utegnil pač res slovenski zdravstveni sistem pahniti čez rob. Ne. Tako da v tem kontekstu... Ko boš v Google napisal začetek uradne privatizacije slovenskega zdravstva, bi to lahko bilo leto 2026. Recimo, ja, oziroma začetki pravzaprav iz leta 2025 z zakonom, ki so ga sprejeli. Ne? To tako imenovano zdravstveno reformo. Ne? Mislim, da je kasneje se je Golob še nekoliko razgovoril, ne? In to nekoliko bolj pojasno. Ne? Pričemer je tukaj spet vprašanje reševanja, bom rekel, kure ali pa jajca. Ne? Golob se pohvali, ne, ustavili smo divjo privatizacijo zdravstva, ne, ko je bolnik prišel dopoldne v ordinacijo in izvedel za čakalno dobo več mesecev ali več let, ne, ampak popoldne pa v privatni ordinaciji pri istem zdravniku to lahko naredi. Zdaj, vprašanje pa je, ali zdaj mi to rešujemo, ne? Ker je vprašanje, zakaj je ta zdravnik popoldne je ta zdravnik v privatni ordinaciji in tam pač ni vezan na sistem, ne, zato ni čakalnih dob.
Dopoldne pa so čakalne dobe v redkih primerih, zato ker bi zdravnik recimo vegetiral na delovnem mestu in čakal na popoldne. Taki so izjeme in taki se pojavljajo, ampak so izjeme in take pač more urediti inšpekcije. Ampak ključni razlog, zakaj je dopoldne čakalna doba, popoldne je pa ni. Zato, ker sistem ne plača dovolj operacij, da bi jih zdravnik lahko v javnem sistemu naredil dopoldne. In zato so potem, in kar bo zdaj rešitev, ne bo nič več operacij dopoldne, samo še manj zdravnikov bo dopoldne, in še več bo tega popoldne, ker bodo nekateri izmed teh zdravnikov ostali samo popoldne in tisti, ki bodo pa ostali samo dopoldne, pa popoldne ne bodo mogli krajšati, torej čakalne dobe se bodo drastično podaljšale. Prej sem rekel, da jih 30-sekundna izjava, ki je predvajana v parlamentu, takoj vrže iztira in so totalno histerični, ker to načenja to njihovo zgodovinskost. Enako je tudi ob soočenju premijeja z realnimi dejstvi. In realna dejstva samo nekatera. Mednarodni denarni sklad zniža ta teden iz 2,5 na 1,8% BDP-ja pričakovano rast za Slovenijo. Zraven imamo, in to je ta del, ki potem povzroči histerijo, Hrvaško in Srbijo, ki rasteta 3 do 4%. Medtem ko premijer za 1,8 govori, da nam to vsi zavidajo, in drugič, da itak je pa to samo zaradi tega, ker je Trump tam čez lužo napovedal carine, ki zdaj mimogrede niti niso več tako zelo aktualne in verjamem, da je IMF tudi ta vpliv, kar se da izločil ven. Druga stvar. Ta teden smo brali o spet zgodovinsko nizkih cenah goriva. Res je, cena je na liter in benzina in dizla po letu in pol dveh najnižja, kar smo jih imeli, okrog 1,4 evra na liter. Če pogledaš malo bolje, kar je zelo priporočljivo v Golobovih časih narediti, pod pokrov in strukturo te cene je skoraj 40% od cene na liter državna trošarina. In šel sem še korak naprej. Državna trošarina, ki jo Golobova vlada od novembra 2022, praktično od samega začetka svojega mandata samo povečuje, in če bi jo na primer zdaj spustila samo na nivo iz vlade Marjana Šarca, bi se vozili tam nekje za 1,2-1,25 na liter. Druga stvar in tretja zelo na hitro, omenjal sem Srbijo pa Hrvaško, v Zagrebu in v Beogradu je razlika med bruto in neto polovico višja neto plača kot v Ljubljani. In mislim, da lahko zaključimo samo na teh 3 točkah, pa bi lahko šli še kam. Lahko, In ko kakšen novinar, zdaj Robert Golob je znan potem, da redko pride kamorkoli, kjer ni vse vnaprej zelo lepo dogovorjeno in očitno se ni dovolj dobro zmenil, ker ga je novinarka Odmeval, oziroma voditeljca Odmeval Manica Janežič-Ambrožič vendarle vprašala tudi kaj neprijetnega in ni se končalo ravno najbolje. Ni se pa zamrzlo realno. Ker sicer bi se pokojnine zniževali, če ne bilo tega zakona. Zdaj lahko cepite o tem. Jaz mislim, da tukaj, ampak drži, da je kdo kaj rekel, je nepomembno. Ampak ni nepomembno, ker je interpelacija vendar prišla v parlament. Mogoče je vam pomembno. Zakaj v državi za tako pomemben položaj ni mogoče najti kompromisa med vlado in med predsednico države? Se opravičujem, se motite. Vlada nima pri tem popolnoma nič. Poslanstvo medijev v demokratični družbi pa je, da nadzoruje nosilce oblasti. Kot rečeno, to sliko, kjer sem bil pred 2 leti na vikendu, sem objavil pred 2 leti. Če bi mediji se prepričali, kjer sem bil naslednje vikende, bi mogoče ugotovili, da dejstva, ki jih je navajal Pop TV, ne držijo v celoti. Ampak to je vaše poslanstvo, ne moje. Kaj kaže z davkom za nepremičnine, vas sprašujem? Meni je žal, da reforme, ki so že sprejete in ki že imajo rezultate, tako z levo roko pravite, da se sprašujete o njih. Davek na nepremičnine. Ne, omenili ste, da ne, vi me sprašujete o stvarih, katerih sam ne govorim. Jaz vam pa govorim o stvarih, ki so izpeljane, ne tiste, ki še bodo mogoče. Jaz se rad pogovarjam o tem, sem rekel, ne bom se pogovarjal, kaj bo, pogovarjali se bomo o tem, kaj je realizirano. Ste v zadnjem letu mandata in zelo malo stvari, če se oziramo nazaj, lahko predsednik vlade stori v zadnjem letu mandata, ko že poteka kampanja. Vam bom razložil, zakaj se motite. No, ampak dovolite, da vas vendarle vprašam. Da vam vprašam. razložim, zakaj. Pravi, 4 zaslužni, a mi dovolite? Ja, če mi dovolite, Peter. Premijer je bil izjemno agresiven in pokroviteljski v hipu, to, kar sva rekla prej, ko je bil opozorjen na par zelo bazičnih stvari. Eno je odložen efekt vseh ukrepov in reform, ki jih je sprejel in s katerimi se hvali, in drugo na ta konflikt interesov v zadevi Subotič. Celo, to je pa najdlje, kamor je šel, je voditeljici povedal, o čem se on rad pogovarja in kaj so tiste stvari, o katerih se ne bi. In to je ta razpad njegove usporedne PR
realnosti, oziroma kot po domače v krajih, odkudar sem z Gorenjske, pravijo, toliko si naložil, da boš težko peljal konkretno do volitev. Ja, oziroma, če še par stvari izpostavim. Vi me sprašujete o tem, o čemer ne govorim. Ravno to je razlika med novinarstvom in PR-jem. Tisto, kar vlada pravzaprav sama od sebe govori, če to samo povzemaš, to je pač PR. Novinarstvo je postavljati vprašanja ravno o tistih stvareh, o katerih vlada ne rada govori. In to je naloga novinarjev. In vlada, ki naj bi sama pravi, tako zelo spoštovala novinarje, jih zdaj tukaj meče dol. Še več, tam, kjer smo prekinila oddajo, oziroma izsek, razloži Golob, da so reforme v 3. letu mandata zato, ker so tako dolgo usklajevali s koalicijskimi partnerji, in potem izzove, bi si želeli avtokrata, ki sprejema stvari po trenutnem navdihu. Pa ne vem, koga je mislil, ampak če smo kdaj imeli avtokrata, ki se ravna po trenutnem navdihu, mislim, da je celo Robert Golob pred leti to sam povedal. V nekem tujem intervjuju. Kako se on ravna po trenutnem navdihu. Da ne govorim o njegovih argumentih, ko ga je v tej isti oddaji gospa Ambrožič vprašala o financiranju stanovanj. Tudi temu se je povsem izognil, ker stanovanjske reforme še ni, oziroma se samo hvali s temi gradbišči, in potem, kako bodo financirali stanovanja z zakonom. Z zakonom bodo financirali stanovanja. To je ta tipičen socialistični pristop, mi bomo pač z zakonom neke stvari uredili, pri čemer je bilo ključno vprašanje, kje namerava dobiti milijardo evrov, ki naj bi jih, kot pravi, v 10 letih vložil v to stanovanjsko gradnjo, ki smo že večkrat povedali, kako zelo realna je. Tako da v tem kontekstu zavrača vse vprašanje, recimo, kot so nepremičninski davek, kjer je on vehementno napovedoval, zdaj se vleče nazaj. To pa bolj za novinarji ne sprašujemo, ker bi se lahko vloga Potemkinova vas vlade podrla, medtem ko zaenkrat še nekako približno funkcionira, ker se je podpora vladi v tednu, ki je za nami, rahlo celo povečala ravno zaradi, bi rekel, teh PR izpadov. No, in zdaj na podlagi tega, kaj javnost sliši in česa ne sliši, bova pogledala to zadnjo od večjih, pomembnejših anket, anketo Nina Medije za časnik Dnevnik. Tisto, kar je novega, se mi zdi v tej meritvi, je, da je seštevek poslanskih mandatov, ki ga vidiva tule, SDS, Demokrati Anžeta Logarja in NSI prvič čez 45, se pravi 46, medtem ko ima ta leva sredina, gibanje SD in Levica 42 mandatov, vendarle bi dal par niti ne metodoloških, vsebinskih opomb na te rezultate. Dogodki v dnevni politiki, zdaj to bolj ali manj vsi strokovnjaki ponavljajo, z 2 do 3 tedni zamika nekako rezultirajo v teh številkah, torej tule ni posledica afere Subotič na Gibanje Svoboda, tudi ni kakšnega refleksa na oprostilno sodbo v Trenti in seveda, kar je pa najbolj očitno, tule še ni Vladimirja Prebiliča, ker če smo resnici na ljubo, tudi še ni njegove uradne odločitve, da bo stranko imel. Rekel bi, da bo zanimivo gledati v naslednjih dneh, v teh prazničnih prvomajskih anketo Mediane, tam mislim, da tudi Vladimir Prebilič običajno je, tam se bo že videlo pravzaprav, kakšna so ta najbolj sveža razmerja. Ja, predvsem pa bo zanimivo res tudi, ko bomo dejansko bližje volitvam, ker to je pač vendarle merjenje trenutnega mnenja, ampak ko smo pri Vladimirju Prebiliču, zdi se, Samo še eno stvar bi se vprašal, ker Janez Janša govori o ustavni večini, dobro, to je spet zgodba zase, ampak govori tudi o naslednji vladi, ki bo sistematično odpravljala dediščino Golobove. Kaj točno misli s kom, ker v tem intervjuju, ki sva ga zdaj nekajkrat pokazala in omenila na Pop TV, je o Anžetu Logarju govoril kot o nekom, ki SDS-u dela škodo, in na drugi strani o NSI-ju kot o nekom, ki sicer pozno, pa vendarle malo prihaja k pameti, pa vprašanje, če jim bo uspelo, tako ga je bilo razumeti, priti v parlament, ja, s kom pa potem do 46. Ja, to je zelo pestro, Jaz mislim, da tukaj ni še glasu upokojencev, na katerem mogoče bi rad Janša računal, ali kakorkoli drugih strank, ki bi mu bile bolj, recimo, pokorne, kot sta mu Demokrati in Nova Slovenija. Pa vendar, zdaj ena od teh zgodb Vladimir Prebilič, sam sicer se uradno še nekoliko skriva v to svojo odločitev kot kača noge, bi lahko rekli, neuradno pa se že sliši,
Da, naj bi to napovedoval, celo naj bi se že tudi srečal z Matjažem Hanom, s katerim, ki je bil do njega precej kritičen, oziroma do te njegove avtoceste, precej kritičen. To je bilo verjetno malo prezrto, pa izpuščeno tudi zaradi velikonočnih praznikov, ampak ravno prejšnji petek, ko sva snemala tisto epizodo o velikih korupcijskih škandalih in sodbah, sta se v tišini dobila, po mojih informacijah, Vladimir Prebilič in Matjaž Han, prvič po tej izjavi, ki jo omenjaš. Kolikor sem neuradno izvedel, je bil sestanek dejansko pomiritvene narave. Han naj bi se tam malo povlekel nazaj, na pol opravičil, čež da je bil strani novinarke, ki je potem to objavila, to avtocesto do mandatarstva objavila v naslovu, nekako zlorabljeno njegovo zaupanje, ker naj bi to govoril neuradno, off the record. Večino pogovora pa naj bi se vrtela predvsem okoli tega, kako naj drugemu, torej Prebilič in Han, med kampanjo ne skačeta v hrbet. Bila je omenjena neka raziskava, po kateri so tisti razočarani volivci te koalicije, ki so zdaj med neopredeljenimi, tako ali tako ne bojo vrnili k svojim starim strankam nazaj. Skratka, nekako naj bi ocenila, da si prav aktivno škodila ne bosta. Je pa po mojih informacijah novost tega sestanka tudi to, da Vladimir Prebilič kot mandatar na listi SD skoraj zagotovo odpade. Ja, tako mislim, da je ta opcija že bolj ali manj uradno tudi pokopana. Je pa res za vprašanje, kdo bo potem Vladimirju Prebiliču dejansko stranko gradil, ker počasi etabliranih strank, v kateri bi se lahko zgolj parkiral, zmanjkuje, medtem pa že nastajajo nove. Miha Kordiš je najavil zdaj uradno tudi ime svoje nove stranke, ki se ne bo imenovala Levo krilo, češ da gre za preveč konotacije na spore iz levice, temveč mi socialisti, pomenljivo mi je bila pa ta njegova tudi besedni opis, da živimo v grdem kapitalističnem svetu, kjer je sicer politično morda mogoče sklepati kakšna partnerstva proti sredini, ampak da glavni pa so glavni, na katere računa pa so organizirani ljudje na ulici. Jaz se sprašujem, kdo so organizirani ljudje na ulici, ker jaz mislim, da imamo v slovenščini kakšen izraz za organizirane ljudi na ulici, ki bi se temu reklo kakšna paravojska, kakšna milica ali kaj podobnega. To ni nekaj, kar bi bilo demokratično, in če vrnem se nazaj še na tisto partnerji sredino, to me zelo spominja na recimo turškega predsednika Erdogana, ko je izjavil, da je demokracija kot tramvaj, uporabiš jo, da prideš do cilja in potem izstopiš. Glej, Miho Kordiša imam najprej za skrajno levega politika, o tem mislim, da ne bi smel biti dvoma, kot drugega imam za iskrenega politika, enega redki, ker se mi zdi, da vse, kar pa reče, pa če je še tako lunatično navzven, iskreno verjame, to je druga stvar. In zdaj, kam to peljem? Ne vem, ali je to boljš ali slabš. Zdaj, kam točno to peljem? Mislim, da ima skrajno ponesrečen moment za ustanavljanje takšne nove stranke. Zakaj? Že ta vlada, ki jo imamo zadnja 3 leta, je najbolj skrajno leva v zgodovini samostojne Slovenije, in iti še bolj skrajno levo od tega pravzaprav se mi zdi, da ne pušča dovolj manevrskega prostora ne v volilnem telesu, ne v programskem pozicioniranju. Pa še nekaj drugega sem prepričan, scenarij, tudi na tej isti anketi, ki smo jo gledali, Vesne ni nikjer več. Se pravi, vse, kar nekako vsebinsko gravitira okoli levice, Meseca, Aste Vrečko, se potaplja. In mislim, da se bo medijsko izpuščalo, ignoriralo in potapljalo ob Vesni tudi Miho Kordiša. Skoraj zagotovo. Kakšno moramo reči jutri, Jutri je pa v izvenparlamentarnem SLS-u velik dan D. Ja, čaka jih kongres, kjer se zaenkrat potegujejo za mesto predsednika 3 kandidati, obstoječi Marko Balažic, potem pa še nekdanja sekretarka na kabinetu predsednika vlade v času Janševe vlade, Tina Bregant za zdravstvo, in Nina Strah, kandidatka za evropsko poslanko. Zdaj, po nekaterih scenarijih naj se bi celo omenjalo možnost, da bi Balažic se pred kongresom jutri umaknil, to bomo videli. Zdaj, zakaj je to izven parlamentarno vrenje tako pomembno? Zdi se mi, da je pomembno za to arhitekturo, ker sem govoril, levo je road to election jasen, desno nikoli čisto, in to je zdaj, ali bo ta SLS samostojen faktor na volitvah, ali bo malo gravitiral bolj Hennessiju, ali konec koncev SDS-u. Zdaj, kot praviš, Marko Balažic že iz uradnih dokumentov pred kongresom je razvidno kandidira za dvoje, če smo pozorni, za predsednika in za podpredsednika.
neuradno je slišati, da bo predsedniško kandidaturo na samem začetku kongresa umaknil. Zdaj med drugima dvema kandidatkama, ki si jo omenil, je pa po mojih informacijah, kar se končnega razpleta tiče, precej na tesno, morda z milimetrsko prednostjo Tine Bregant. Če smem še morda o potencialnih razlikah, kaj bi pomenilo za SLS eno ali drugo. Pri Nini Strah se v ozadju omenja vpliv Petra Gregorčiča, ki je nekako neuspešno po dobrem rezultatu na evropskih volitvah prevzemal stranko. Slišati je, ne, da so vrata že zaradi Gregorčičevega vpliva za sodelovanje ali pa za skupno listo z NSI tako ali tako zaprta, ker zelo pogosto javno kritizira vrh te stranke. Po zadnjih kritikah v smeri Janeza Janše, ki ga je obtožil, da paktira v ozadju stran od kamer še z Aleksandrom Čeferinom, pa je menda konec tudi ljubezni v smeri SDS-a. Tako da imaš na koncu izbiro med kandidatko, ki morda ni tako zelo avtonomna, pa ne bo mogla sodelovati pred volitvami in po njih z nikomer, ne? In z drugo kandidatko, ki morda tudi ni čisto avtonomna, ampak ima odprta vrata tako proti SDS-u kot proti NSI-ju. In je po svoje tudi precej nepredvidljivo, tako da kar se bo zgodilo v SLS-u, bo zelo zanimivo spremljati, sploh ker vendarle SLS ni povsem odpisana stranka, ravno zaradi terenske strukture in zgodovinskega pač vpliva, ki ga še vedno nekaj pač drži na določene skupine ljudi. Ne? Zdaj, ko smo pri odpisanih, Robert Golob bi najraje odpisal Natašo Pirc Musar, takšen je pogosto vtis. Ne? Ja, pa je tukaj kar nekaj kaosa, ne? Pravzaprav še vedno nimamo na nekaterih ključnih mestih imenovanih ljudi, ne? Ker se Nataša Pirc Musar in vladna koalicija ne morete poenotiti, ne? Govorimo tako o guvernerju Banke Slovenije kot o varuhinji oziroma varuhu človekovih pravic. Ne? In vlado oziroma predsednico in koalicijo čaka tudi še imenovanje do konca mandata, če ga oddelajo v celoti še celih 5 ustavnih sodnikov. Ne? Ja, zdaj, to bo še zelo pestro. Ne? Na tem intervjuju za Odmeve, ki smo ga prej gledali, se je Golob, moram reči, sprenevedal. Ne? Rekel je, da to ni v ničemer stvar njegovega odnosa s predsednico republike, ampak da se to mora predsednica vse dogovoriti s poslanci koalicije. Tam je totalno bosa. Kot da jih on ne upravlja. Ne? Ja, če smo videli že interpelacije, kako jim daje navodila. Ampak pazi, Robert Golob ne upravlja samo te koalicije. Robert Golob upravlja zasebno družbo, tam paradržavno družbo GEN-I, v kateri res formalno ni, kaj šele, da ne bi upravljal poslancev sploh svoje stranke in koalicije. Druga stvar pa, vemo, kako zamerljiv karakter je, to nisem jaz rekel in ti edina, to govorijo tudi v koalicijskih vrstah njegovi partnerji, ne? In mislim, da vse izvira iz preproste odločitve Nataše Pirc Musar, da pač Saše Jazbec kot kandidatke Roberta Goloba osebno za guvernerko ne bo podprla. Ne? In zdaj je to backfire oziroma maščevanje. Zdaj, če na eni strani Golob intenzivno dela na svoji zgodovinskosti v predvolilni luči, se mi zdi, da želi na drugi strani pred predsedniškimi volitvami 2027 Natašo Pirc Musar prikazati kot izrazito opravilno nesposobno in ji nekako pripisati, da se ni sposobna izpogajati niti teh svojih najbolj rutinskih predsedniških pristojnosti, ki jih v Sloveniji že tako ni veliko. Sprašujem pa se, komu se s tem odpira avtocesta za leto 2027. Ena teza, ki je gotovo legitimna, je Aleksander Čeferin, ne, ki ga pogosto vidimo v osončju Roberta Goloba ali pa Zorana Jankovića. In zdaj predstavljaj si recimo en hipotetičen scenarij. Čeferin predsednik republike, Golob hipotetično predsednik vlade, potem Marta Kos, komisarka zadolžena za Zahodni Balkan in Zoran Janković morda že aktivno vključen v srbsko dnevno politiko, morda celo kot predsednik Srbije, ne? Potem imaš pa ta teden obisk patriarha srpske cerkve v Rusiji, kjer pravi, da je to srpski svet, ki se približuje ruskemu svetu. Kje smo potem mi, se vprašam. Ja, ne, oziroma, če se vrnemo nazaj k vprašanju, kdo govori slovensko, ne, iz začetka, oziroma, ko si rekel, te klani, ne, na katere ima ali pa nima Golob vpliv, oziroma imajo ali nimajo na Goloba vpliv. Ne, ta teden smo lahko gledali bizarno izjavo, lastnika enega večjih slovenskih podjetij, ne, ki je odprl tovarno v Republiki Srpski. Ki pa tudi ni neznan Zoranu Jankoviću, gre namreč za družino, boste videli kmalu, o kom govoriva, ki je še pred leti davčno svetovala, gre za družino Šešok, ki je pred leti davčno svetovala Jankovićem pri konkretno odpiranju podjetij na Cipru. Ne? In zdaj te isti Šešoki, tule vidimo najstarejšega Dušana, odpirajo tovarno v Republiki Srpski. Izjava gre pa korak dlje. Ne gre samo za običajno poslovno širitev, to, kar bomo videli, je politična podpora Miloradu Dodiku. Bez poverenja nema ništa. I mi smo tu se ubedili u to da poverenje između nas
na osobnoj razini i na razini Republike Srpske postoji. I mi smo se uverili da institucije u Republici Srpskoj rade i to rade dobro, ne? Bez obzira šta ko misli, ja sam se u ovo sve uvjerio. Mi idemo sa proizvodnjom iz Slovenije u Republiku Srpsku jer vjerujemo u instituciju, vjerujemo u radnike. Ovo je za nas isto važan događaj za Republiku Srpsku. Važne su vaše riječi povjerenja koje ste iskazali ovdje vezano za rad naših institucija i na lokalnom i na republičkom nivou i da je ovo ojačalo naše povjerenje i kao što čujete već smo pred novim investicijama tu na prostoru Republike Srpske. Ja, ne, in to je bilo izrečeno v tednu, ko so institucije Bosne in Hercegovine poskusile aretirati torej predsednika Republike Srpske Dodika, ki mu tukaj Šešok poje hvalo, ne, pa so te tako delujoče institucije Republike Srpske to preprečile. Dodik pa med tem resno rožlja z odcepitvijo, z aretacijo torej visokega predstavnika mednarodne skupnosti za Bosno in Hercegovino in se pravi z dobesedno zanikanjem veljavnosti institucij Bosne in Hercegovine na polovici države. In tudi izrečeno v tednu, ko je Borut Pahor z Zavodom prijatelji Zahodnega Balkana gostil dogodek, na katerem je Dodika, tega istega, ki ponosen stoji ob Šešoku, označil za simbol razpada Bosne in Hercegovine. Ne. Tako, ne, razpada pa ne samo Bosna in Hercegovina. Ne. Lahko bi rekli po svoje, da smo dobili ta teden pa že začetek konec prejšnjega tedna, ne, nek signal, božji signal bi jaz temu rekel. Ne. Namreč v zelo majhnem delu ljubljanskega vodovoda je prišlo do okužbe s fekalijami, ne, gre za območje okoli Maxi Marketa, mislim, da ne gre zgolj za Maxi Market in lokale v njej, ampak še nekaj sosednjih hiš. Za tiste, ki niso iz Ljubljane, čez cesto od parlamenta, pa tudi blizu vlade. Tako, ne, in posledično se je zaradi tega s fekalijami okužilo več kot 500 posameznikov, ki so imeli kar hude prebavne težave. Mnogi izmed njih pa ne, da bi jim kakorkoli, mislim, je žal za njih, no, ampak moram reči, da se mi zdi to kar taka... Jaz 3 poznam, ne? Se mi zdi kar taka ironija, ne, da v času, ko se mi pogovarjamo o gradnik, oziroma ko Janković gradi, ne, kanalizacijski kanal, ki bi, mislim, 1 milijon kubičnih metrov odplak dnevno peljal čez glavni vir pitne vode za celotno mesto. Ne, imamo situacijo, ko se zgolj v eni ulici zgodi okužba s fekalijami. Ne, kaj je ena izmed 5 možnosti, še vedno ni povsem jasno, ampak ena izmed resnih možnosti, ne, ki je bila omenjena kot razlog, ne, so mikrorazpoke, ne, torej poškodbe ali obraba sistema, ki omogoča vstop onesnaženih pač virov iz okolice v ta vodovodni sistem. Ne. Torej, mikrorazpoke, ne, pri čemer je jasno, da kanal C0 pušča že zdaj in to bistveno več kot mikro. Ne. In če si predstavljamo, kakšna situacija, mislim, da je več 10 ljudi moralo poiskati pomoč na urgenci. Zdaj si pa predstavljamo, da to skaliramo na celotno Ljubljano, ko bi 350,000 ljudi recimo se simultano okužilo z pitno vodo, ki jo vsak dan Ljubljančani pijemo iz pipe. Ne. To bi bila pač kataklizma bibličnih razsežnosti, ne. In mirno, ne, karavana gre dalje. Če sem malo slikovit, namenoma pretiravam, bi rekel, da se mi zdi to, da sta smrad in cerkovina udrla v vodovodno napeljavo v neposredni bližini Državnega zbora, kar lepa metafora tega, kar gledamo v dvorani. Druga stvar je pa čisto moja osebna anekdota. Pred dnevi, ko je ta afera v bistvu prišla, oziroma ta okužba prišla v medije, sem sedel v lokalu, ki je v bistvu eno vrstico za Maxi Marketom in za Državnim zborom. Uradno tam ne bi smelo biti problema, ker je bilo v prvih dneh skomunicirano, da gre za interni problem napeljave Maxi Marketa. Kljub temu, ne, ko smo naročili kavo in vodo, je natakar rekel, vode ne dobite. Torej, morda obstaja kakšen del te zgodbe, tudi širši v centru Ljubljane, za katerega ne vemo. Vsaj tako mi je to natakarjevo opozorilo delovalo. Ne. In druga stvar, se pravi, ne vemo pravzaprav, kaj to je, ne? Lahko se izkaže, da je problem širši od tistih nekaj ulic. Ne? Lahko, ne? Ja. In konec koncev, ne, mislim, da si ne želimo biti v situaciji, ko bi ugotovili,
Ne? Mislim, da so v Logatcu pred nekaj tedni bili v podobni situaciji, ne sicer s fekalijami, z nekimi drugimi, mislim, z nekimi detergenti, da se je okužila njihova voda. Ne? Ko so recimo del Logatca potem hodili se tuširati v šolsko telovadnico, ko so hodili prati posodo v šolsko kuhinjo in tako dalje, ne? Pa vemo, kako sorazmerno majhen kraj je Logatec v primerjavi z Ljubljano. Kaj se bo zgodilo v Ljubljani, če mi dogradimo kanal C0, če ta kanal, brez dvoma bo puščal in bo fekalije, ne, govorimo, ne, tukaj gre za zelo jasno, ne, da ta sistem v Maxi Marketu je bil zelo verjetno okužen torej z fekalijami človeških iztrebkov. Ne, mi bomo pa, kot že rečeno, mislim, 1 milijon kubičnih metrov človeških iztrebkov vozili iz enega dela Ljubljane in okolice na drug del Ljubljane in okolice in tukaj mislim, da pa še en problem političen, ne, in Evrope in lokalen, ne, recimo konkretno fekalije iz Vodic, ki so 40 km oddaljene od Zaloga, se bo vozilo v Zalog, namesto da bi v občini, kjer so že bili v preteklosti narejeni plani za 4 čistilne naprave, manjše, ne, ki bi bilo bistveno ceneje in bistveno bolj smiselno, ne, ker vsem je jasno, da se fekalije pač obravnava lokalno, ampak to je tisti problem, nihče noče biti sosed in potem je politično bolj ugodno stvari peljati daleč stran in narediti megalomanski projekt, kjer pa, bom rekel, ima tudi Evropska unija svoje prste vmes, ker to zadevo financira. In nepomembno za konec tega dela imamo kulturo, ne, ker smo vajeni dobre in neoporečne vode, da vsi pijemo iz pipe in nihče iz plastenk, ne. Kar je dobro. Kar je dobro, ampak po drugi strani v tem scenariju, ki ga omenjaš, pravzaprav kataklizmično. Ne? Ja, zahvala Zoranu Jankoviću in njegovemu kanalu C0. Ne? Dodajmo še, da se je poslovil ta teden papež Frančišek, ne? Te po 13 letih papeževanja, kar pomemben papež, oziroma kar vplivan na celoten svet. Zdaj se jutri, ne? Mislim, da v soboto se pripravljajo na pogreb. In potem sledijo konklave novega papeža. Jaz bom rekel tako, meni je lik Frančiška drag in spomin na njega tudi iz razloga, ker je pogosto o stvareh, o katerih se cerkev ne samo, da se rada, naj tudi bi se dogmatsko oglašala v javnosti, pogosto rekel tam, kjer se to ni pričakovalo, tudi v stilu, kdo sem jaz, ne, samo eden od smrtnikov, da bi vas sodil oziroma vaše navade, kakršnekoli že. Moram reči, da mi je seveda žal in da je vprašanje, ne, tako kot vedno ob takšnih prevratih, kaj pride po njem. Tudi za Cerarja smo mislili, da ni dober predsednik vlade. Ne. Jaz bi dodal, no, da je papež Frančišek, čeprav se ga slika kot zelo progresivnega papeža, bil zelo pogosto vzet izven konteksta. Je imel zelo progresivne ideje v smislu odnosu skrbi za soljudi in v tem kontekstu tudi teologi zelo radi poudarjajo, da je evangelij konec koncev tukaj revolucionaren, hkrati pa pod Frančiškom nismo imeli nekih revolucij v smislu, da bi se cerkvene dogme spreminjale in v tem kontekstu je bil Frančišek po svoje tudi izjemen, čeprav včasih nekoliko neroden ali pa dal kakšno istočnico, da so ga potem mediji zelo radi in zelo z veseljem citirali izven konteksta ali pa nekoliko nerodno. Pa vendar. Ja, če bi bila pri nas te dni nerodnost, edini problem bi bili kar zadovoljni. Ne? Tako je. Ne? Pa imamo veliko problemov, ne, ampak smo pri koncu oddaje in hvala. Hvala vsem za pozornost. Spremljajte nas na TikToku, na naših družbenih omrežjih, X-u, Facebooku, kot vedno. Veseli smo vaših komentarjev in se vidimo kmalu. Ne? Ja, do izida portala zanima.me pa nas zdaj že dejansko ločijo zgolj še dnevi, no, tako da mislim, da lahko v prihodnji oddaji pa že zelo jasno nakažemo. Bolj pogosto pogledajte potem naslov zanima.me in boste gotovo ujeli kakšno spremembo. In hvala vsem za do sedaj izrečeno podporo. Pa lep pozdrav in nasvidenje.